Lep pozdrav. Ja, še vedno je nekako tak, bom rekla, čas, ko ne moramo delati še nekih strašnih, velikih opravil na naših njivah, vrtovih, ampak je pa čas, da si pa pripravljamo svoje sadike. Tako da tisti, kateri ste že nekako bolj v tem, ste sigurno že sejali papriko, kakšne jajčevce, čilije, feferone, počasi prihaja tudi na vrsto še paradižnik, in seveda vse ostalo. No, jaz vam pa danes predstavljam, kako si pa lahko vi sami na primer doma pripravite svoje sadike, sladkega krompirja. Sladek krompir je sicer pri nas, že kar dobro poznan. Sladek krompir v bistvu ni krompir, ampak ga nekako uvrščamo med krompir, ker je pač njegova priprava zelo podobna pripravi navadnega našega krompirja. Drugače pa sladki krompir vsebuje zelo veliko vitaminov, mineralov, sploh vitaminov A, B, C, potem tudi vitamine E, ima zelo veliko beta-karotenov in pa ima nizek glikemični indeks, kar pomeni, da je zelo dober sploh zelo primeren za diabetike in pa mogoče za tiste, ki želijo pač nekoliko bolj paziti na svojo prehrano pa shujšati seveda. Medtem ko pač navadni krompir spada bolj med škrobnata živila. Sladki krompir, zdaj ga najdete že praktično skoraj v vseh trgovinah, ampak je vseeno fajn, če ga znate vzgojiti sami in pa potem, da ga tudi sami doma uporabljate, saj veste, kje ste ga vzgojili, in na tak način veste, kaj jeste. Torej, najprej seveda morate imeti gomolj. Moji sicer že kar fajn poganjajo, ampak nič še ni hudega, ker vi lahko to kalitev sladkega krompirja delate še vse tja do prve polovice aprila. Zato, ker sladki krompir se na prosto sadi šele tam nekje konec maja, skoraj lahko rečemo v sredini junija, saj je zelo občutljiv na tiste, na jutra, ko so še precej mrzla. Kako ga zdaj kalimo? Nič posebnega, pač če imate svoj sladki krompir, ga preprosto nekje, ali pa lahko ga zdaj tudi še kupite v trgovini, preprosto date v kozarec in naj bo namočen v vodi dobro tretjino ali pa vsaj nekje do polovice gomolja. Zdaj, včasih paše takle steklen kozarec za vlaganje, kateri so pa res strašno veliki, pa jih imam kar takle v cvetličnih lonjcih. Ta kalitev v bistvu traja kar nekaj časa, zato pravim, da še imate vedno čas. In najprej se pač opazijo ene takele, tule se vidi, najprej ene takele poganjki, take bubike, šele kasneje potem se razvijajo takšnele, malo večje. No, in potem to še vedno pustimo v vodi in ko nekako ti poganjki zrastejo takole veliki, oziroma vsaj 10 centimetrov, jih preprosto takole odtrgamo od gomolja. Pač poskusimo narediti to čim nežno, tale je že fino, je že kar ima malo korenin tudi zraven, določeni pa nimajo in jih vseeno damo potem spet v poseben kozarec z vodo. Tam pa počakamo, da se ti poganjki dobro okoreninijo. Ko se bojo ti poganjki dobro okoreninili, eni so se že malo več koreninic, da naredijo, jih pa potem, preden še grejo na prosto, jih presadimo v takele lonje, jaz jih imam kar v loncih, lahko bi jih tudi v tiste sadilne pladnje, stiroporaste ali v sadilne lončke, potem tiste lončke na primer lahko kar prestavimo ven na prosto in je to to. Kako pa potem naprej vzgajati? Ja, fajn je mogoče, da je greda nekoliko dvignjena, ampak tudi ni važno, mi jih imamo kar posajene na njivi. Vsake toliko cajta, ker rastlina je plazeča in ko se plazi, se ona kar zraven okoreninja.
Vsake toliko je treba rastlino dvigniti, da se ne okoreninja, zato da dela gomolje. Lahko jih pa tudi pristrižete, prerežete. Pri nas to dela srnjad, tako da s tem nimamo težav. Če bi pa mi želeli kar iz tega gomolja, da bi kar ta gomolj posadili, ali v lonec, ali na njivo, bi imeli pa okrasno rastlino. Zato, ker sladki krompir boste zelo pogosto najdli v vrtnarijah, kot okrasno rastlino, med drugimi rastlinami, sicer zelo lepo cveti, take odvisno, vijolični, beli cvetovi do roza. Tako da, mogoče ga imate pa za okrasno rastlino tudi lahko. Ampak tisto pa ne bo delal gomoljev, zato tisto ne bo za prehrano. Nekako je to. V glavnem nič posebnega. Ko nekako takole zakali, ko naredi dolge poganjke, odtrgamo, gomolj damo nazaj, ta poganjek damo v vodo. Ko se okorenini, ga presadimo. Ko je pravi čas, presadimo na prosto. Pa lep pozdrav!